Spletna stran Aktivno državljanstvo je razdeljena na 4 dele. Na vrhu najdemo tako imenovano glavo in pa 3 stolpce pod njo. Sredinski stolpec imenujemo tudi vsebinski stolpec. V desnem stolpcu najdemo možnost iskanja po aktivnostih in v levem stolpcu ostale informacije. V glavi nas klik na tale naslov vedno pripelje na izhodišče slovenskega dela tega bloga. Klik na tole povezavo zgoraj pa nas pripelje na osrednji portal tega projekta. Levi stolpec je razdeljen na nekaj razdelkov. V prvem razdelku najdemo povezavo do uvodnih pojasnil in prispevkov. V drugem razdelku najdemo povezavo do tako imenovane digitalne zgodbe, naravnost v politiko. V naslednjih razdelkih pa nam sistem prikazuje zadnje komentarje na našem spletišču in zadnje objave, se pravi najnovejše. V naslednjem razdelku se skriva arhiv vseh prispevkov, razdeljen po mesecih in letih, ter od spodaj še možnost oziroma navodila, kako se prijavimo, če želimo v sistem. Sredinski oziroma vsebinski stolpec prikazuje bodisi seznam povzetkov aktivnosti, bodisi aktivnost v celoti. Vsaka aktivnost je opremljena z naslovom in z vsebino, na dnu pa najdemo še seznam tem, v katere je aktivnost uvrščena, in seznam oznak, s katerimi je aktivnost opremljena. Tukaj imamo tudi možnost aktivno se vključiti k aktivnosti, in sicer tako, da dodamo svoj komentar oziroma vprašanje ali kako drugače izrazimo svoje videnje problematike. Na vrhu in na dnu vsake aktivnosti se nahaja tudi povezava na prejšnjo oziroma naslednjo aktivnost, ki jo pridobimo tako, da kliknemo na tole povezavo. Klik na posamezno temo ali oznako nam izpiše seznam vseh aktivnosti znotraj izbrane teme oziroma vse tiste aktivnosti, ki so opremljene z enako oznako, kot smo jo izbrali. Klik na tale zapis domovinska in državljanska vzgoja bi nam prikazal seznam vseh aktivnosti znotraj te teme. Če gremo sedaj nazaj. Podobno bi nam klik na izbrano oznako prikazal vse aktivnosti, ki so označene z posamezno besedo. Recimo pravice. Ali pa pomoč. In tako dalje. Skrajno desni stolpec je namenjen izključno iskanju vsebin po spletišču. In sicer iščemo lahko na 4 različne načine. Prvi način je iskanje po vseh aktivnostih, po vseh besedilih znotraj teh aktivnosti po poljubni besedi. Uporabimo tole okno, pritisnemo iskanje in sistem nam vrne povzetke vseh aktivnosti, kjer je našel našo besedo alkohol. Drugi način je brskanje po kategorijah, kjer izberemo kategorijo in dobimo kronološko urejene prispevke oziroma aktivnosti znotraj te kategorije. Sistem nam vrne prvih oziroma najnovejših 5
lahko pa si ogledamo tudi starejše prispevke. Tretji način iskanja je iskanje po tako imenovanih oznakah oziroma tagih, ki jih imamo v tem okvirčku. Vsak prispevek je opremljen z nekaj oznakami in po teh oznakah si jih lahko ogledamo, če kliknemo na izbrano oznako. Recimo medkulturnost nam poišče povzetke vseh aktivnosti, ki so opremljeni z tole oznako. Četrti način je iskanje po pripravljenih besedah. In sicer v tem oblaku besed lahko izberemo eno izmed pripravljenih pojmov, besed, recimo politika, in sistem nam vrne znova povzetke vseh aktivnosti, kjer je našel besedo politika. Zadnji, tale četrti način je zelo podoben prvemu načinu iskanja, vendar namesto nas izpolni tole besedo. Torej, iščemo mladi, poišče nam vse aktivnosti, kjer je našel besedo mladi.